Lep dober dan. V Novi Sloveniji smo glede na odziv ljudi na terenu sklenili, da se bomo zavzeli, da se zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev obvezno zamakne z izvajanjem v prihodnost in da se ne bi začel izvajati 1.1.2012. Nekoliko natančneje smo proučili vsebino zakona in posledice in lahko rečemo, da ta zakon pomeni odstop od Ustave Republike Slovenije v točkah, ki govorijo, da je Slovenija socialna in pravna država in da je zajamčena pravica do socialne varnosti državljanom. Ta zakon bo po naši oceni prinesel zelo nepredvidljive posledice tako za ljudi, kot tudi za državni proračun. Predvsem zakon posega v cel kup druge zakonodaje, s katero ni jasno usklajen. Tu bi omenil samo pokojninsko zakonodajo, štipendije, varstvo starejših. Vemo, da zakon pravzaprav odpravlja državne pokojnine oziroma vzpostavlja nov sistem. Zelo problematični se nam zdijo kriteriji, na podlagi katerih bo možno uveljavljati določene pravice, predvsem tiste kriterije, ki so vezani na premoženje. Vemo, da gre za premoženje, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, premoženje, ki je izven Republike Slovenije, zakon ne upošteva. Po drugi strani pa menimo, da bo ta zakon in nova zakonodaja, ki se pripravlja predvsem na področju nepremičnin, dvakrat udarila ljudi in postavlja ljudi z različnih področij Slovenije popolnoma neenakopraven položaj, saj se sklicuje na kvadraturo stanovanjskih površin, katere vrednost vemo, da je na različnih koncih Slovenije zelo različna. Po naših izračunih bo ta zakon prinesel naslednje posledice, konkretne. Vsi dijaki, ki so doslej imeli državno štipendijo, bodo kljub povečanemu otroškemu dodatku dobili manj kot po veljavni ureditvi. Večina študentov, ki danes prejema otroški dodatek in državno štipendijo, bo kljub povečanju štipendije dobila manj kot danes. Prav tako zakon, kot sem že rekel, ne upošteva celotnega premoženja. Zakon po naši oceni odpira še eno izjemno negativno zadevo in to je nepremičninski lobi, ki lahko izropa podeželje, če se zakon ne bo pravilno izvajal. Namreč tisti viški odstotkov površin, ki jih ljudje na podeželju imajo, ne glede na to, kako so do njih prišli, ali so z dolgovi, katere še vedno odplačujejo, ali so to dobili kot darilo, ali pa na kakšen drug način, bodo na enak način v tem zakonu pravzaprav ocenjevani, kar se nam zdi absolutno nepravično. Če bodo ljudje prisiljeni za to, da bodo na primer dali ostarele starše v dom, plačevati stanarino, prodajati nepremičnine, to pomeni lahko nepredvidljive posledice in enostavno ropanje podeželja. Zato se bomo v Novi Sloveniji zavzeli, da bomo pomagali upravičencem vložiti ustavne pobude za presojo oceno ustavnosti zakona. Ponovna presoja zakona in zamik veljavnosti bo ena naših temeljnih zahtev tudi v koalicijski pogodbi in zavzeli se bomo, da se takoj, ko se Državni zbor konstituira, sprejme določila, ki bi dejansko izvajanje zamaknila, kot sem rekel, najmanj za 1 leto in da se predvidi vse realne posledice, ki jih ta zakon prinaša.